poletne igre pri Babičevem mlinu. Na taboru v Kančevcih člani gibanja Vera in luč. Ta konec tedna v Polani začetek 27. pomurskega poletnega festivala. Spoštovane gledalke in gledalci, prijazen dober večer vam pošiljamo iz studia televizije AS in vas vabimo k ogledu tokratnih dogodkov. V okviru projekta Mlini, naša skupna dediščina, so se v soboto pri Babičevem mlinu v Veržeju odvile poletne igre s poudarkom na pomenu mlinarstva. Poleg okrogle mize je potekalo tekmovanje v pripravi langaša, kulturni program s številnimi nastopajočimi, na stojnicah pa so si obiskovalci lahko ogledali ponudbo lokalnih izdelkov in pridelkov. Zanimivo okroglo mizo, ki je v ospredje postavljala pomen enega najpomembnejših elementov nepremične kulturne dediščine Babičevega mlina na reki Muri v Veržeju, se je začel sobotni dogodek, ki so ga pripravili slovenski partnerji čezmejnega projekta v okviru programa Interreg Slovenija-Madžarska. To sta Zavod Multimedia Pannonija in Zavod Babičev mlin. Slednji je razglašen za spomenik lokalnega pomena. Z vsem to svojo zgodovino, z tem mehanizmom ima zagotovo te vrednote, ki so iz tega tehničnega in zgodovinskega vidika izjemno pomembne. Predvsem pomembno pa je to, torej mlin še obratuje, lastnica prenaša večstoletno tradicijo, zato je tudi to toliko pomembno in je potem tudi ta pojavnost mlina na Muri je absolutno edinstven primer v slovenskem prostoru, zato je tudi potem pomembno, da tako ostane in potem tudi naša vsa prizadevanja so namenjena v to, da probamo oziroma strani nekih državnih sredstev pomagati, koliko se le da, da to materialno substanco ohranimo. Karmen Babič, lastnica Babičevega mlina, je že tretja generacija, ki mlin še danes ohranja pri življenju. Mlinarski poklic je bil praktično položen v zibelko, opravlja ga že 32 let. Kljub temu, da se zmelje manjša količina sprejetega zrnja, pa še vedno meljejo vsak teden. Nekdaj se je zmlelo do 200 ton žit v mlini čez celo leto, zdaj pa do 50 ton čez celo leto. So obdobja, ko gre bolj, poleti, ko je vroče, ljudje kupujejo malo manj, se pravi jesen, zima, pa tisti prve spomladanski mesece pa gre moka več. Je pa res, da nekdaj so stale cele kolone pred mlinom, takrat je bil to praznik, pravzaprav kmečke so se vzeli celi dan, da so šli k mline, s kravami, s konji, pozneje s traktorji, ko se je moderniziralo vse skupaj, kolona je stala 30 metrov, tu se še jaz spomnim, ko so ljudje prehajali, sčasoma pa se je to opuščalo. Nekaj so naredili trgovski centri, nekaj so naredili industrijske mline, malo bližje mline, ker pot je bila dolga, k nam niso hodili okoliški, večinoma so tu hodili ljudje 30, 20, 40 km so prihajali po Mokosi. Industrializacija je zelo prizadela tradicionalne obrti. Od skorajda 100 mlinov, ki so pred desetletji obstajali in delovali na reki Muri, je danes ostal samo še mlin v Veržeju. Ko se je pravzaprav naš preskrbna veriga začela spreminjati in industrializirati, da rečem, ko smo zašli v dimenzije potrošniške družbe, so se ti tokovi seveda čez noč podrli. In ljudje niso več hodili mlet svojega žita, ceneje jim je bilo iti v trgovino, kupiti moko brezosebno, se pravi brez nekega stika z izvorom te moke, brez stika z proizvajalcem ali predelovalcem. In tukaj pravzaprav se je potem podrla ekonomija rečnih mlinov in zato seveda so eden za drugim propadli. Velika večina jih je propadla seveda. V Sloveniji se je od 93 delujočih mlinov, ki so pred 100 leti recimo še delovali na tem odseku reke Mure, ohranil samo eden, ki še deluje v smislu, da še melje moko za trg, se pravi, da oskrbuje s hrano lokalno prebivalstvo.
Tudi sodeč po obisku sobotnega dogodka, ki je privabil številne domačine in turiste, je mlin tako za lokalno okolje kot širše še danes neprecenljivega pomena. Dosti funkcij pravzaprav upravlja. Zdaj v tem času nima več tako pomembne ekonomske funkcije, ima bolj pomembno funkcijo ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja znanj, vedenj, tradicionalne obrti, ki pravzaprav hipoma izumirajo, propadajo, so tukaj še ohranjene v obliki mlinarstva. Se podobne dimenzije doživljamo tudi na drugih področjih tradicionalnih obrti, recimo lončarstvo je ena takih, ali pa slamokrovstvo in podobne. Kar se mlinarstva tiče, moram reči, da Babičev mlin je res širšega družbenega pomena, tudi za lokalno skupnost v smislu ohranjanja neke dinamike lokalne skupnosti, se pravi, ima tudi socialni pomen. Tudi ekonomski ne nazadnje, čeprav ne več tako močen, ampak v smislu vzpostavljanja lokalne ekonomije, ki pa lahko predstavlja eno paralelo, en komplement potrošniški družbi, pa je takšna oblika tradicionalne obrti, ki živi, izjemnega pomena. V bližnji prihodnosti upajo, da bodo s pomočjo Zavoda za varstvo kulturne dediščine obnovili pročelje in streho mlina. Z Zavodom za kulturno dediščino zelo dobro sodelujemo, tako da se prijavljamo na določene razpise, ker sam zelo težko, ko boš tukaj naredil, toliko financ nima nobenem žepe, bom rekla, da bi imel 100 ali pa 200 tisoč evrov za obnovo mlina. Se je potrebno prijavljati na določene razpise, če želimo, da bo to sploh obstalo, ker zgradba je stara čez 100 let. Leta svojo naredijo, nič ni večno, tako kot nismo mi, tako tudi zgradbe niso večne in če se ne bo vlagalo, bo se mogoče čez čas zrušilo. Tudi poplave naredijo, vsaka poplava naredi določeno škodo na zgradbe, tako da je treba vlagati in obnavljati. Ob mlinu je na sobotni prireditvi dišalo po številnih lokalnih dobrotah, volu z žara, praženem krompirju, langaših in pečenki. Na stojnicah so se svojimi izdelki in ponudbo med drugim predstavljali čebelarstvo Tigeli, turistično društvo občine Markovci, okrepčevalnica in picerija Kučan, Janja Stranšak s šiviljskimi izdelki, Babičina hiša, Vino s Kristino, Mihajlović iz Mazija, kmetija pri teti Marti in mladinsko kulturno društvo Čretnik iz Madžarske. Slednji so tudi partner projekta, podoben dogodek pa so izpeljali že junija ob mlinu Bekeč. Številne aktivnosti so bile namenjene tudi najmlajšim obiskovalcem. Za otroke smo pripravili tudi delavnice, na kateri bodo se malo kaj več poučili o mlinu. Tukaj pri mlinu je tudi na ogled razstava, se pravi mednarodna likovna razstava. Otroci iz osnovne šole Veržej, vrtca Veržej in gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer so izdelali na temo mlinarstva različne izdelke, se pravi risbe, skice. Potem tudi madžarski otroci so naredili podobno in to vse skupaj si lahko obiskovalci ogledajo tukaj pri mlinu. Pri tem likovnem natečaju vsi otroci, ki so izdelke naredili, se pravi, bomo tudi nagradili z nagradami, bodo dobili medalje in pa nek še simbolične nagrade. Na družabnih poletnih igrah je sodelovalo 8 skupin, na tekmovanju v pripravi langaša pa 4. V kulturnem programu so nastopili folklorna skupina Kulturno-umetniškega društva Goričko, ljudske pevke in pevci iz hiše Sadeži družbe Murska Sobota, Kenčni Prleki in Miha Balažič. Člani gibanja Vera in luč so se konec julija zbrali v Domu duhovnosti v Kančevcih na duhovno-počitniškem tednu. Gibanje združuje osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, njihove starše in prijatelje. V osrčju Goričkega v Domu duhovnosti v Kančevcih so se tudi letos na duhovno-počitniškem tednu srečali člani skupnosti Vera in luč. Skupnost je del gibanja, ki je bilo leta 1971 ustanovljeno v Franciji.
Več o namenu skupnosti nam je povedala Maruša Horvat, provincialna koordinatorica slovenske province ter voditeljica letovanja. Torej, ja, Vera in luč je gibanje za osebe z motnjami v duševnem razvoju, vključuje te lučke, rečemo jim lučke, starše njihove in pa prijatelje. Rečemo sami sebi, rečemo prijatelji, ne spremljevalci, ne pomočniki, ker to je to, kar lučke potrebujejo. Potrebujejo prijatelja, nekoga, ki jih bo gledal s prijaznim pogledom, ki jih bo sprejemal, ki jih bo imel rad, ki se bo z njimi pogovarjal, klepetal, žugal, karkoli že pač, no. Predvsem potrebujejo družbo pa ljubezen in potem to še v toliko večji meri tudi vrnejo nazaj in je tudi za nas kot za prijatelje res čudovita izkušnja. In bi res povabila vse, ki še mogoče niste doživeli nečesa takega, da pridete, da se pridružite, da pogledate, kako nam je. Jaz mislim, da bi vsak človek vsaj enkrat v življenju mogel srečati nekoga na tak način. Zelo, zelo dobrodošli. V Kančevcih se je zbralo 22 oseb z motnjami v duševnem razvoju ali lučk, kot se tudi imenujejo, ter okoli 50 staršev in prijateljev. Najmlajša lučka je štela le 8 let, najstarejša častitljivih 95, prišle pa so iz cele Slovenije. O programu duhovno-počitniškega tedna smo povprašali Veroniko Grebenc, sovoditeljico letovanja. Ja, dan začnemo že zelo zgodaj, približno 10 minut čez 7, s hvalnicami, to je za vse tiste, ki želijo. Potem pa gremo zbuditi vse lučke s kitarami, to so res take vesele budnice. Pri vsaki sobi se ustavimo, nekaj zapojemo in gremo naprej. Nadaljujemo s jutranjo telovadbo in potem zajtrkom. Potem osrednji del v bistvu našega letovanja pa je ta dopoldanski del, ko je kateheza, ker duhovnost je zelo pomemben del vere in luči. Tako da dopoldne imamo vedno katehezo, ki jo pripravi tukajšnji gvardijan brat Stane Bešter. Po katehezah pa še ustvarjamo na to temo. Letos spoznavamo egiptovskega Jožefa, tako da tudi potem ustvarjamo, recimo delali smo že ogrlice, delali smo vodnjake, skratka vsak dan nekaj novega. Potem imamo še sveto mašo in po sveti maši kosilo. Potem popoldne se pa vsak dan dogaja nekaj drugega. Včasih gremo na kopanje, včasih imamo tudi kakšen izlet. Potem zelo zabavni so pa večeri, ko imamo vsak dan nekaj drugega, recimo prvi dan spoznavni večer, potem smo imeli večer ob ognju, včeraj smo šli na sladoled, danes bomo imeli zvečer adoracijo, procesijo z lučkami, jutri bomo imeli cel dan romanje, tako da nas ne bo niti tukaj. In potem v petek pride še na obisk gospod Škof, ko imamo skupaj sveto mašo, potem zvečer pa bomo imeli večer talentov in to je res zelo dragoceno vsem lučkam, da lahko pokažejo tisto, kar znajo, tisto, kar jih veseli in je res neverjetno gledati to, kako so veseli, ko lahko so v soju žarometov in pokažejo vsem tisto, kar jih veseli. Kaj ima je bilo v programu najbolj všeč, sta nam zaupali lučki Renata in Miha. Kaj mi je bilo najbolj delavnice, sladoled, ni da ni. Sladoled, pa ko smo šli v bazen, pa na jezero, vse. Ker je duhovnost prav tako pomemben del letovanja, so vsi opravili spoved in zato so si simbolično oblekli bele majice, katere so potem nosili pri skupni maši. Mašo je daroval duhovni asistent, brat Stane Bešter. Neprecenljivo vlogo v gibanju imajo starši lučk, ki se iz dneva v dan z vso ljubeznijo nesebično žrtvujejo, da bi njihovi otroci lahko živeli kar se da polno življenje. Dolgoletni član skupnosti je Janez Vrhovnik, ki je odkrito spregovoril o tem, kaj pomeni skupnost zanj in hčerko Mojco. Za našo družino je vera in luč res eno veliko bogatstvo. Žal imam ženo že 5 let pokojno, ki sva, zdaj sem jaz že 24 let močno vpet v vero in luč in moram reči, da je, jaz kar rečem, da je vera in luč način našega življenja, ne. Tako da
vse, karkoli se dogaja v Veri in luči, smo vseh teh 24 let zraven, pomagamo, kolikor se da. Iz tem lučkam živeti in iz tem lučkam to doživeti, to so neki krasni trenutki. Recimo, mene je vedno motilke so rekle, zakaj pa te lučke, kaj jih vlačete v cerkev, kaj to. Imajo kot zelo, zelo globoke vere in te spoznajo v 5 minutah, a si njegov, a nisi njegov. Lučke, njihovi starši in prijatelji so se polni novih vtisov za letos poslovili od Goričkega. Vendar pa se bodo že čez 12 mesecev znova srečali na istem kraju, da bi se vzajemno podprli in obdarovali. Saj, kot je rekla ena od prijateljic, lučk ne smemo videti samo kot oseb s posebnimi potrebami, ampak predvsem kot božje otroke s posebnimi darovi. Društvo Štrk Slovenija je na domačiji pisatelja Miška Krajnca v Veliki Polani predstavilo pestro dogajanje, ki ga prinaša Pomurski poletni festival. Od te do prihodnje sobote bodo na že znani lokaciji prireditvenega centra Poljane nastopili številni znani glasbeniki. Pripravljajo pa tudi športna in kuharska tekmovanja ter popestritev za najmlajše. Nina Pušlar, Crvena jabolka, Jelena Rozga in Boris Navković so samo nekatera glasbena imena, ki jih bo v prihodnjih dneh moč slišati na Pomurskem poletnem festivalu. Ta se začenja to soboto z medgeneracijskim druženjem s kolesi, vsi klačimo s picki in srečanjem starodobnikov. Start izpred prireditvenega centra Poljana je ob 14. uri. Potem sporedno se bo na prizorišču odvijalo tudi senje, prav tako ob 14. uri, tako da lepo vabljeni vsi ponudniki vin, kulinaričnih dobrot in pa rokodelskih izdelkov, da si v Ticu Štrk ali preko elektronske pošte štrk.slo@nasiol.net zagotovijo svojo brezplačno stojnico. Glasbeni oder odpira v soboto Leopold I, za njim nastopa Nina Pušlar. Nedelja bo bolj narodno zabavna v družbi ansambla Aktual in Gadov. Ponedeljki so na festivalu že tradicionalno namenjeni balinanju, ki se prične ob 16. uri, uro kasneje ob 17. uri pa se bo na nogometnem igrišču poleg prireditvenega centra Poljana odvijala nogometna tekma predstavnikov občin proti predstavnikom medijev. Plesišče za večerno dogajanje bo najprej ogrela skupina 5 fantov Misteri, za njimi pa bo na oder stopila slavonska tamburaška skupina Vranac. Torkovo dogajanje bomo začeli letos z novostjo, ki smo jo poimenovali Štrkov Šenkrejt. Gre pa za priljubljeno igro Cornhole oziroma metanje koruze. S tem rekreativnim dogodkom začnemo ob 16. uri. Nekaj ur zatem v goste prihaja pop-rock skupina iz Sarajeva, Crvena jabolka. Predtem bo zbrane ogrela domača skupina Zlata žila. V sredo ob 17. bo na sporedu tekma med nogometnima kluboma Hotiza in Polana. Na odru bodo Blue Planet in Tarapana Band. V četrtek ob 14. pa se družijo seniori, dišalo bo tudi Pobojti repi. Saj se ob 15. prične tekmovanje v kuhanju, ravno te tradicionalne prekmurske jedi. Kuharske ekipe vabimo, da se čim prej prijavijo in si zagotovijo mesto v tekmovanju. Za plesne ritme bo čez dan poskrbel ansambel Donačka, v narodno-zabavnem ritmu pa bodo zvečer nadaljevali Modrijani. V petek 9. avgusta bo množico po nastopu Vikend benda zabavala energična Jelena Rozga. Za zaključek pa v nedeljo oder zavzemata Nina Doneli in Boris Navković. Poleg glavnega bo na voljo še en oder. Gin House elektronski oder, ki bo obarvan v ritme elektronske glasbe in repertoarja pomurskih DJ-jev, DJ Črta in DJ Kikija. Letošnja novost je tudi to, da bo po zaključku glavnega koncerta moč glasbo elektronskega odra slišati tudi v glavnem šotoru. Z izjemo ponedeljka in četrtka bo vsak dan ob 19. na sporedu še predstava gledališča Kukuc za najmlajše. Na ogled bodo Darko Smetarko, super čarovnica Mici, Bobi, čisto poseben kuža, Pika gre v šolo, na Čiribarki in Črtek v mestu. Vstopnina bo letos za 4 festivalske dni.
prvi dan v soboto 3. avgusta bo vstopnina 10 evrov, v torek 6. avgusta 5 evrov, v petek 9. avgusta 15 evrov in v soboto 10. avgusta 10 evrov. Karte je možno kupiti preko spletnega portala Eventim in na Petrolovih bencinskih servisih, hkrati pa bo vstopnice možno kupiti tudi pri vhodu na prireditveni prostor. Ostale dni je vstop na prizorišče prost. Dodajmo, da je letošnji Pomurski poletni festival na sporedu že 27. V tem času se je odvilo 362 koncertov, 153 športnih tekmovanj, 63 gledaliških dogodkov, 35 izobraževalnih aktivnosti, 40 partnerskih prireditev in 12 kuharskih tekmovanj. Toliko, spoštovani gledalci in gledalke, smo vam pripravili v tokratni osrednji informativni oddaji televizije AS. Želimo vam kar se da lep večer, pa preživite ga seveda tudi v naši družbi.